Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Vabim vas, da naslednjih nekaj minut preživite z mano v moji družbi. Moje ime je Rebeka Prislan. Danes želim podeliti z vami utrinek iz rokovnika za leto, ki je pred nami, in v drugem delu vas vabim, da se z mano malo pocrkljate in pogledate, kaj nam sporoča karta današnjega dne, kakšne napotke nam daje za teden, ki je še pred nami. Vabljeni, da ostanete v moji družbi. Če so kakšna vprašanja, seveda mi lahko tudi napišete in bomo na njih tudi odgovorili. Kako je sploh nastala ideja, utrinek, kaj pomeni beseda, zakaj želim z vami to deliti? V letu 2018 je realizirana moja velika želja, in sicer sem se podala na pot objave dnevnih misli. Nekateri od vas ste mi zaupali svojo telefonsko številko in ste sporočila dobivali tudi prek SMS sporočil, seveda so bila pa vsa objavljena tudi na družabnih omrežjih. Leta 2019 se je porodila želja, da se pripravi rokovnik za leto 2020 in se te misli zberejo v neko tiskano obliko. Ugotovili smo, da nam vse te misli prav pomagajo pri vsakdnevnih izzivih, zato je nastala ideja, da se tudi v letu 2021 podamo z mislimi dneva. Kaj ima pa to veze z utrinki, me lahko vprašate. Pri nastanku rokovnika za naslednje leto sem želela vsakemu uporabniku podariti več. Tako so v njem zbrani tudi utrinki. Teh je 27. Danes želim podeliti z vami prvega. Najdete ga tudi v tiskani obliki rokovnika. Danes vam ga bom pa prebrala. Utrinek številka 1. Naslov se glasi: Naravna lepota prihaja iz nas. Vsak trenutek nam je podarjen. Mi smo tisti, ki kreiramo svoje misli in dejanja. Vemo, kako moramo delovati. A včasih je težko. Težko je sprejeti izkušnjo, ob kateri nam ni prijetno. Podajmo se na pot iskanja odgovorov. Podajmo se na pot odpuščanju. Podajmo se na pot k sprejemanju. Ozavestimo, da je lepota tista, ki prihaja iz nas. Dovolimo našemu srcu, da zasije. To je utrinek številka 1. Vsak utrinek je povezan seveda tudi z mojo zgodbo delovanja. Tudi sama sem šla po poti, kjer sem se pogosto dokazovala sami sebi, presegla razne meje. Danes vam povem, da ko sem se podala na pot odpuščanja, sprejemanja, je najlepše. Lahko ponovno začutim tisto ljubezen, globoko ljubezen v sebi in mir. In to je zame največje darilo. Vabim vas, da se tudi vi podate na svojo pot. Če ste že veliko stopnic prehodili, izjemne čestitke. Pomagajte tudi drugim.
Navdihujte jih svojo zgodbo. Si tisti, ki začenjate stopati po stopnicah. Kar pogumno. Višje greste in ne pozabite. Vedno, ko smo višje, imamo lepši razgled. Ne dovolite ostati v občutkih, ki mogoče niso vaši, za katere je čas, da grejo stran. Dovolite si živeti, odpustiti. Naj gre stran, dovolj je bilo bolečine in jeze. Da bomo drugič prebrali takole. Naravna lepota prihaja iz mene. Vsak trenutek mi je podarjen. To danes vem. Jaz sem tista, ki kreiram svoje misli in dejanja. Samo jaz. Vem, kako moram delovati. Čeprav mi vedno ne uspeva, nič hudega. Važno je, da se spomnim in poskušam naslednjič popraviti. Vem, da je včasih težko. Lahko vam povem, da ko so me bolele okončine, obe roki in obe nogi. Ko nisem mogla dvigniti otroka, ko si nisem mogla zapeti hlač ali pa odpeti gumb, mi ni bilo enostavno. Vem, da je težko. A sprejela sem izkušnjo. Šla sem po stopnicah. Podala sem se na pot iskanja odgovora. Odpuščanja. Podala sem se na pot odpuščanja. Podala sem se na pot sprejemanja. Danes lahko rečem, resnično rečem, ozavestila sem, da je lepota tista, ki prihaja iz nas. Danes dovolim, da počnem tisto, ko moje srce zasije. Ko tale utrinek berem, mi v oči pride tudi misel, s katerim se bo zaključilo leto 2020. Razpri svoja krila in si dovoli poleteti. Dovolimo si narediti spremembo v sebi. Mi smo tisti, ko se odločimo, kdaj jo bomo. Vabljeni na pot hoje po stopnicah, raziskovanja novega, odkrivanja novega pogleda. Ne se bati. Tam gor je bolj fajn. Je pa res, da pridemo visoko, visoko in više, moramo včasih iz svojega nahrbtnika kaj odložiti. Ampak ne skrbeti, vedno odložimo stvari, ki jih ne potrebujemo več. Tiste naše, ki so blizu našega srca, ki so samo naše, grejo z nami gor. Tako, utrinek številka 1. Zdaj pa nadaljujemo k drugemu delu. Se pravi, razvajamo sebe. Poglejmo, kakšno je sporočilo za danes. In to sporočilo naj nas vodi naslednjih 7 dni. Dovolite mi, da si vzamem nekaj trenutkov, saj danes smo tukaj in sporočilo pravo vabimo, da pride ven. Tako, razpremo karte, da ne kuka se in izberem karto.
pravim, pa pokukajva, kaj kaže tale karta. Tale karta nas vodi k dotiku sonca. Če pogledamo samo fotografijo, kaj nam izraža. Tale naš ljubek medved počiva. Lahko rečemo, da opazuje. Vzel si trenutek časa. Vabim tudi vas. Ne odločajte se prehitro. Za odločitev, ki je pred vami, si vzamite kakšen trenutek več. Da se boste lahko dotaknili sonca. Sporočilo te karte je ovire, zaključek. Se pravi, mi smo tisti, ki lahko ovire, ki so pred nami, zaključimo. Dovolite, da vam sedaj še preberem sporočilo karte z številko 28. Dotik sonca, ovire, zaključek. Pomembno sporočilo te karte je v tebi. V tebi, ki si danes z mano, sije sonce. Ne pozabi tega nikoli. Počakaj, premisli, opazuj, kaj se dogaja okoli tebe. Čas je za premostitev naslednje ovire oziroma čas do novega zaključka. Naj tvoj nov korak osvobodi srce in pri tem odloži strahove, skrbi in bolečino. Naj ti sončni žarki pomagajo na tvoji poti in naj ti bo narava vedno v oporo. Vzemite si čas, premislite, ne hitite. Pojdite v naravo, pojdite na sonce in v miru poiščite odgovore. Vi boste začutili in vedeli, kateri je tisti, ta pravi za vas. Tako, za nami je prvo druženje. Hvala, ker ste ga preživeli v moji družbi čisto do konca. In naslednji teden se zopet vidimo, slišimo, družimo z utrinkom številka 2 in ponovno pokukamo v skrivnostno karto, da vidimo, kakšen namig nam podarja. Hvala vam, imejte se lepo. Se vidimo zelo kmalu. Dio!